Danes ste predstavili, da tako rečem, vašo različico neprijetne resnice. Zadeva deluje precej prepričljiva, ampak kaj je na kratko tisti osnovni argument, ki ste prišli do tega? No, mislim, temeljni argument, zakaj teza, da človeški izpusti toplogrednih plinov povzročajo ogrevanje, ne velja, je zaradi tega, ker se ozračje že ohlaja, hkrati pa izpusti še vedno rastejo, torej to ne gre skupaj. Se pravi, torej Al Gore je njegova različica neprijetne resnice, potem čista neka laž oziroma gre za neko teorijo zarote? Ne gre za teorijo zarote, to je ena stvar, ki se jo treba zmerno zavedati. Mnogim ljudem se splača, tudi Al Goru se splača take zadeve reklamirati. Recimo Al Gore med drugim je lastnik firme za trgovanje s karbonskimi krediti v Veliki Britaniji, torej njemu se ta posel zelo splača. Je pa seveda interpretacija, ne? In ni edina, lahko bi še druge našli, tudi recimo v zadnjem času boste slišali od nekaterih ljudi, da je finančne krize konec. Finančne krize je konec za bankirje, ker oni so že zaslužili, ker so pač Evropa in ZDA in Kitajska zmetale v tako imenovano reševanje finančne krize, kar je bilo predvsem reševanje finančnih inštitucij preko 20 bilijonov evrov, ampak po drugi strani pa recimo nezaposleno še vedno raste, plače pada in tako naprej. Torej krize očitno ni konec, odvisno pa koga vprašati. Tisti, ki si lahko kupi novega Porscheja, je kriza še vedno, je kriza rešena. Ravno tako pri podnebnih spremembah, tisti, ki si od trgovanja s krediti obeta milijonske zaslužke za njega, je zelo pomembno poudarjati, da nas ogroža ogrevanje, ki ga ni. Če ne gre za podnebne spremembe, torej še lahko dalje onesnažujemo? Ne, onesnaževati ni dobro, ampak CO2, ogljikov dioksid ni onesnaževanje. Ogljikov dioksid je normalen plin v ciklu zemeljskega pač vrtenja rastlinega, absorbirajo, iz tega proizvajajo hrano, ki jo mi pojemo in izdihamo in brez ogljikovega dioksida tako ne bi mogli niti živeti. Že pred leti ste preizkušali možnost manipuliranja z mediji, gre tudi tokrat mogoče za kaj takšnega? Jaz nisem nikoli nobenemu mediju rekel laži. Včasih nisem hotel povedati kaj drugega in so potem mediji sami sklepali o temu, da je nekaj res, kar jaz nisem nikoli rekel. Tukaj poudarjam, dal sem vam v izročku vse vire, lahko greste sami preveriti, kaj ti znanstveni podatki govorijo. Mene samo fascinira, da ste, jaz ne vem, če tudi vaš časopis, ampak vsekakor vem, da je Pop TV in marsikdo drug, dejansko marca letos poročal, da se vreme ohlaja. Ampak to je bilo nekje na koncu poročil in nihče iz tega ni potegnil zaključka, če je to res, potem pa teza medvladne komisije ne more biti res.